Zdaj sem na poti na Rakitno, to je pa zato, ker Kia danes tam prireja slovensko premiero, ki je, kako se že imenuje, ne Niro, ampak Rio. Jaz imam pa sabo tegale Audija Q2, kar pomeni, da bom jaz takoj po tiskovki predstavil najprej Kia Rio. Pol ustrelimo pa še ne sladko kise s tem modelom. Na Rakitni sem živel in lepo sem se imel, vsak dan sem se vozil dol, popoldne pa še dol, pol mi je pa šlo počas, se skrb že najedla. Pa čisto mimogrede, ne? Sploh nisem vedel, da imajo na Rakitni takle lepe hiške. A je to za najeta ljudi tukaj živijo? Mater je fejst. V glavnem, Kia Rio, 4. generacija, lahko se lepo na travcu parkira. Prva stvar, ki je tako jasna, je to, da oblika ni glih pretirano razburljiva, ampak to Kia pri Rio to nikoli ni ponujala, ne? Ta avto ima drugačne adute. Ajde, mogoče, če jo tako do spredi pogledaš, je vse malo bolj predrzna, kot je bila prej. Avto se približno drži istih gabaritov, kot prej. Ajde, med osjem in mislim, da je daljše. Zato je tudi prostora tukaj zadnji v drugi vrsti več, kot je bilo prej. Kaj kufr že glih odprt, ne? Zdaj ga je za 325 litrov, kar je za točno 37 litrov več, kot prej. Jaz samo v džungli. Če podreš pa zadnje zice, ga je pa za največ 980. Navadni ostriž. Ker se pa varnosti tiče, je Rio usklajen s tekmeci. Tam so. Pa nekaj si pozabil še povedati, ne, ceno. Čisto osnoven Rio, opremljen z 1,25 litrskim motorjem z 62 kW, to je hkrati vala tudi to najbolj švoh bencinski motor, bo stal 10,990. In to je to, kar se tiče Kia Rio, zdaj pa na vrsti Audi Q2. No evo ga, dajmo kar začeti. Pa da boste vedeli za začetek, ne, kam pes taco moli, tale avto se postavlja po robu predvsem Mercedesu GLA, pa Miniju Countrymanu. Pa ne samo to, BMW bo počas pripelil X2. Večinoma se bo prodal takih na spreden pogon, ne, tudi ta je tak, ne. Lahko si pa misliš, če zbereš ta močnejše motorje ali ta močnejšega bencinarja ali pa dizla tudi quattro. Pa če že gremo čez te osnovne stvari, ne, tudi v drugi vrsti, pa okej, ni zdaj tukaj razkošje prostorsko, ampak pismo, no? Sploh ni toliko malo placa. Mislim, da spreden sedež je zdaj nastavljeno tako, kot jaz vozim. Res, da nimam noge karašane sterevične, ampak vsem placa tukaj zdaj je zdaj kar dosti. Da meni se ta luka tako na prvo žogo ne zdi glih 405 litrska, ampak definitivno pa velja, da tale prostor tukaj ni zanemrljiv. Zaprisaj ga. Draži pa za ta prvo sladko omenil kar njegov vpliv. Se vem, da se smešen sliši, ne? Kako je lahko tako majhen avto na kakršenkoli način vpliven? Až fora v tem, da Audi Q2 predvsem s sprednjim delom, s to masko, narekuje oblikovalski tempo, po katerem se bojo zgledovali vsi kuji v prihodnosti. A veš, Q2 je prvi SUV-ovski Audi, ki nima več heksa, ampak oktagonsko obliko tegale grila, vidiš? In na takšen način ta avto postavlja smernice, na takšen način je pomemben. Druga sladka, karakter. Mislim, stari, ne mi reči, da tale avto, ne glede na to, koliko je majhen, pa konec koncev tudi malo cute, ni eden izmed najbolj upadljivih Audijev sploh. S katerega kota je tak mal predrzen, zanimiv, svež. Se ne vem, če se bo dobro videlo, ampak kup je enih takih klinastih pa ploščatih potez, spredi, zadnji, posod. Vidiš, tukaj tudi? Najbolj pa izstopa tale poudarjen stebriček C. Naslednja sladka je pa zvočna zatesnjenost te kabine. A veš, ta avto je znotraj zelo dobro narejen, meni se zdi še kar stylish, ampak prav tišina kabine pri visokih hitrostih se mi zdi pa, da še posebej izstopa in zaradi tega dobiš ti feeling, da sediš v avtomobilu razreda više, ker je vse skupaj za odtenek bolj uglajen kot pri tekmecih. Kar se pa tiče konkretno kabine pa voznikovega delovnega okolja, moram reči, da ker je avto zelo kompakten, je tudi vse skupaj ful pri roki. Mislim, jaz se ne rabim svoje dlani premikati za več, kaj pa jaz vem, 20 cm vsaka smer, da se dotaknem česarkoli. Vidiš, od volana do klime, do prestavne ročice, ni vse skupaj nič, pa tudi upravljalnik je čist bliz. Četrta sladka je pa njegova ergonomija, saj na to sem že prej med vožnjo nakazal. A veš, ne samo to, da je vse pri roki, ne, tudi, ko se ti enkrat dejansko spraviš upravljati ali s klimo, ali s telim umestnikom, ki ga dobro poznamo že iz drugih Audijev, vse štima, vse je zelo intuitivno pa preprosto. Zdaj ta prva ta kisla, ajde, priznam, da je ta mal pikolovska, ne, mogoče sem se jaz razvadil, ampak veš, vedno, ko sedim v manjših Audijih, recimo predvsem v A3, tale zaslon pospravim kar noter, ki ga običajno nanucam. Pač vse skupaj mi pol malo bolj prijetno zgleda, ne. Tukaj je pa tale modelček kar skozi zunaj. Ni variante, da ga kamorkoli spraviš. Druga kisla je pa povezana s ceno. Takole je, Audi Q2 Sport 1.6 TDI, osnovna cena 27.430. To ni toliko mal. In tale testen avto stane 40.737 in v tem trenutku moram nekaj poudariti. Meni je jasen, da ne bo veliko ljudi dal 40 jurjev za Audija Q2. Tako da jaz rečem, da recimo tale avto stane 40 jurjev, ja, to je ogromen, to je ful velik denarja. Ampak če ta avto ne bi bil tako napakiran z opremo, jaz
ne bi imel niti priložnosti vseh sistemov preizkusiti, ti kot gledalca ali pa gledalka pa ne bi mogla izvedeti iz prve roke, te stvari delajo ali ne delajo, delajo dobro, delajo slabo, a veš, kaj hočem reči. No, ampak kljub temu, ne, osnovna cena 26 430 je vseeno malo visoka. Tej takisle pa preprosto dejstvo, da je osnovna oziroma serijska oprema tega avtomobila kljub visoki vstopni ceni razmeroma borna. Tipična nemška fora, ne, zdaj kaj točno ta avto v osnovi ima ali pa nima, če bi šel zdaj to vse razlagati, ne, pa bi vsi pobegnili. Če vas o tem več zanima, vas lahko pošljem sam na uvoznikovo spletno stran in to je to. No, peta sladka se pa na en tak hecen način navezuje na uno kislo, da je ta avto lahko tudi zelo drag. Vseeno je namreč občudovanja vredno, koliko na elektronski pameti je lahko v njem, glede na to, da je pač tako majhen, da gre za kompaktnega, majhnega SUV-ja. Zdaj ajde, head-up display tega tudi približno nima edini med tekmeci. Ampak to, da si pa lahko misliš digitalno instrumentno ploščo, ne, ta recimo jo nima, ima klasično, ali pa to, da je recimo sposoben čisto samodejno, avtonomno voziti v gužvi do 60-65 km/h, tako kot Golf zadnjič, ampak samo v primeru, če ima samodejni menjalnik, ne ročni. To je pa že tehnologija, ki je nima kar vsak v tem razredu. Ješ ti pameten? Veš, kako je pameten? Vrnil Audija, po dolgem času spet na skateu, zdaj pa na poti na Opel, kjer s prav posebnim razlogom prevzamem Zafira. Lejo, to je tale. In zdaj, če jaz prav razumem, je tale avto kar dober naloadan z opremo, ne? Ampak je pa ena stvar, ki mi od vseh še najbolj všeč. Skriva se pa tukaj noter. Mojo srečo vrati. To se zgodi, ko se poročiš.